Dober dan. Danes je vlada obravnavala dva seta gradiv, ki naslavljata dve pomembni aktualni temi. Prvi set gradiv zadeva začasno zadržanje izvrševanja proračuna in pa potrebne prerazporeditve za to, da smo proračun ponovno uravnotežili. Drug set gradiv pa zadeva izpolnitev prodajne zaveze v zvezi z Novo Ljubljansko banko, ki je bila dana v času, ko je bila NLB-ju odobrena državna pomoč v letu 2013. Na kratko najprej o gradivih oziroma o sklepih, ki jih je vlada sprejela v zvezi z začasnim zadržanjem izvrševanja proračuna 2018. Ugotovili smo, glede na polletno izvrševanje proračuna tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, da vlada lahko z ukrepi v svoji pristojnosti ponovno uravnoteži državni proračun. Zaradi tega smo danes izvedli obsežnejše prerazporeditve. Proračunski uporabniki, ki pa so ocenili, da bodo do konca leta imeli nekaj prostih sredstev, so jih vrnili v tekočo oziroma v splošno proračunsko rezervo. Na ta način smo zagotovili 50 milijonov evrov za poplačilo novih zakonskih obveznosti na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v povezavi z spremembo zakona, ki je bila uveljavljena v začetku letošnjega leta in zvišuje denarno socialno pomoč nad prej veljavno vrednostjo. Hkrati smo pregledali tudi finančno poslovanje posameznih resorjev in posameznim resorjem nadomestili pretežno ocenjene primanjkljaje na posameznih postavkah, ki smo jih ob sprejemanju proračuna prenizko ocenili. Gre za dodatna sredstva za socialne transfere, gre za dodatna sredstva za transfere v javne zavode na področju kulture in na področju šolstva. S temi ukrepi je, kot rečeno, proračun po naši oceni ponovno uravnotežen. Rebalans proračuna ni potreben, smo pa hkrati pozvali vsa ministrstva, da poskrbijo za učinkovito črpanje evropskih sredstev in ne samo, da v bistvu sklepajo pogodbe in poplačujejo obveznosti iz teh sklenjenih pogodb, ampak da zagotovijo tudi povračilo izplačanih sredstev v državni proračun. Od vseh kolegov pa seveda tudi v naslednjih mesecih pričakujem odgovorno porabo še prostih pravic porabe in ukolikor ne bodo potrebovali vseh pri njih razpoložljivih pravic porabe, pričakujem, da jih bodo vrnili v rezervo. Skratka, od sprejetja današnjega sklepa dalje ukrepi za začasno zadržanje proračuna ne veljajo več. Rebalans, kot sem omenila, ni potreben in o teh dejstvih bomo v ponedeljek obvestili tudi Državni zbor. Druga aktualna tema, ki jo je danes vlada obravnavala, pa so ukrepi v povezavi z izpolnitvijo prodajne zaveze v povezavi z dodeljeno državno pomočjo Novi Ljubljanski banki. V zvezi z tem je vlada danes potrdila nov predlog sprememb prodajnih zavez, ki smo jih v preteklih tednih in mesecih na delovni ravni usklajevali z Evropsko komisijo na način, da lahko z veliko verjetnostjo potrdimo, da bo komisija tovrstne predloge sprejela. Moramo se seveda zavedati, da bo komisija šele po današnji seznanitvi z slovenskimi predlogi začela formalni uradni postopek, vendar pričakujem ugodno rešitev.
V povezavi z izpolnitvijo prodajne zaveze je Slovenija že v decembru predlagala podaljšanje roka za prodajo banke, vendar je Evropska komisija v svojem prvem odzivu ugotovila, da predlog ni uravnotežen v smislu ustreznih kompenzacijskih ukrepov za podaljšanje prodajne zaveze. Predvsem v tem delu smo naš predlog konkretizirali, prav tako smo ga konkretizirali glede tega, v kakšnih odstotkih oziroma v kakšnih deležih bi naj privatizacija potekala še v letošnjem letu oziroma v naslednjem letu. Želimo si izpeljati prodajni postopek po tržnih pogojih. Zaradi tega je vlada danes poleg spremembe prodajnih zavez in pa potrditve ustreznih navodil SDH-ju sprejela tudi besedilo predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki. Naše pričakovanje namreč je, da bomo z tem predlogom zakona oziroma z uveljavitvijo tega zakona lahko zagotovili, da bo prodajni postopek potekal po tržnih načelih in da na doseganje cene ne bodo vplivali netržni vzroki sproženih sodnih postopkov na Hrvaškem zaradi prenesenih deviznih vlog. Z obema odločitvama smo pravzaprav omogočili, da se prodajni postopek, o katerem je bilo odločeno že v preteklosti, dejansko začne izvajati in zdaj je na Slovenskem državnem holdingu in pa na upravi Nove Ljubljanske banke, da izpolnita vse obveznosti za to, da se prodajna zaveza tudi realizira v skladu z našimi skupnimi pričakovanji. Hvala lepa. Vaše vprašanje na predstavljeni točki, najprej POP TV, potem STA. 3 vprašanja, najprej zaveze, torej zdaj velja, da naj bi še letos prodali vsaj 50 plus 1 delnico in najkasneje prihodnje leto 75 minus 2 skupaj z dodatnimi omejitvami. Drugo vprašanje, kdaj predvidoma mislite, da bi lahko bil sprejet ta zakon za zaščito NLB, bi bilo to lahko še pred poletjem ali bo šlo to po rednem ali bo šlo po hitrem postopku? In C, ali ste slučajno imeli, ni vaša tema, ampak vendarle kar dolgo je trajalo, danes tudi temo arbitraže in če da, kakšno je bilo stališče oziroma odločitev? Tožba v zvezi z arbitražo je vložena. Začnemo od zadaj. Kar se tiče zakona, predlog zakona je posredovan oziroma bo posredovan v ponedeljek v Državni zbor po nujnem postopku, potem pa je na Državnem zboru, da določi roke oziroma da določi termine, v katerih se bo zakon obravnaval na pristojnem delovnem telesu in na seji zbora. Osebno bi si želela, da bi bil predlog zakona obravnavan v Državnem zboru čim prej. Ne samo, da je ta predlog zakona pomemben za izpolnitev prodajne zaveze po tržnih pogojih, kot sem omenila prej, zakon je izredno pomemben tudi zato, da bi lahko v času, ko je država še 100% lastnik banke, zagotovili izplačilo dividend glede na rezultat lanskega leta in pa zadržanih dobičkov in to mora biti izvedeno oziroma upravljeno še pred izvedbo prodajnega postopka. Kar se tiče zavez, pa vam lahko pritrdim trditvam v vašem vprašanju. Pravkar ste dobili sporočilo. Na prvo temo, komu ste pa vzeli, glede na to ste rekli, da so bile potrebne samo prerazporeditve, nekateri so imeli preveč, največ ministrstvo za delo premalo, komu ste torej največ vzeli? Rezerve smo poiskali na Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance je odgovorno za zagotavljanje sredstev za transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno. Glede na ugodne gospodarske razmere, glede na ugoden trend rasti zaposlovanja, so prihodki pokojninske blagajne iz
v prvem polletju letošnjega leta iz naslova pobranih prispevkov kažejo na to, da ne bo potrebno zagotoviti tako visokega transfera v pokojninsko blagajno, kot smo še lani ob sprejetju proračuna pričakovali, tako da smo zdaj to izvršili v breme te postavke. Maja Derča, Radio Slovenija. Gospa ministrica, ali je bila odločitev glede NLB-ja sprejeta na vladi soglasno, ali je morda SMC preglasovala ostali partnerici in še izravnalni ukrepi me zanimajo, so tudi takšni, kot ste jih predstavljali prejšnji teden? Glasovanje ni bilo v celoti enotno, ampak oba dva ukrepa sta bila sprejeta brez glasu proti. Posamezni ministri so se pri glasovanju o zakonu oziroma o prodajnih zavezah vzdržali. Pri prodajnih zavezah so se vzdržali 4 ministri, pri zakonu 5 ministrov. Kar se tiče izravnalnih ukrepov, ostajajo v tem okviru, kot smo ga predstavljali. Podrobnosti glede izravnalnih ukrepov, pa ker nekateri med njimi predstavljajo poslovno skrivnost, ne morem pojasnjevati. Še kakšno vprašanje TV Slovenije, izvolite. Ministrica, mene zanima malo bolj podrobno zdaj, kakšna so vaše pričakovanja, ali lahko karkoli še, oziroma tako bom rekla, ali lahko karkoli še zadrži prodajo NLB-ja? Je lahko še karkoli, kar nas lahko ustavi, nova politika, karkoli še mogoče, da bomo znova priča, da bo postopek padel? Se pravi, to je prva zadeva. Druga zadeva me pa zanima, kakšno ceno pričakujete, kaj pričakujete, kakšna naj bi bila na trgu cena glede tega paketa 75% minus eno delnico. Špekulirati o ceni na trgu ne morem in ne želim. Želim, da SDH in pa banka opravita svoje delo v zvezi z prodajo maksimalno učinkovito in dobro in da izpogajata kar se da dobro ceno, ampak konkretnih pričakovanj v tem smislu ne morem izražati. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja postopka, ves čas se zavzemam za postopek, ki nam bo omogočil maksimiranje povračila vloženega davkoplačevalskega denarja v banko. Ves čas se zavzemam za postopek, ki bo utrdil banko kot pomembno mednarodno regionalno finančno inštitucijo. In upam, da bodo te cilje z mano delili tudi drugi deležniki, ki morajo sprejeti zdaj nadaljnje odločitve oziroma učinkovito ukrepati. V tem primeru ne vidim posebnih ovir za to, da se prodajni postopek dokonča v skladu z predvidevanji. Lahko še potem pod vprašanje. Glede to, da ste edini tukaj, vas vendarle moramo vprašati glede arbitraže. Je bila kakšna debata o tem? Je bilo to enotno stališče, da se gre vloži, kaj lahko nam poveste kaj več o tem? No? Ker vendarle je bilo pričakovati, da boste tudi o tem spregovorili na vladi. Zdaj, o tej temi, to ni moja tema, tako da težko v bistvu govorim o podrobnostih, zagotovo pa lahko ugotovim, da je vlada že pred časom ugotovila oziroma odločila o vložitvi tožbe, dobila v bistvu tudi ustrezno razpravo v Državnem zboru in danes v bistvu dokončala ta proces, brez kakšnih nasprotujočih si mnenj. Isto sporočilo ste pa že dobili. Še zadnjo vprašanje glede NLB-ja. Ali bo treba na koncu pri določitvi cene ali pa po zaprtju buka pride še enkrat na vlado, ki lahko reče ne, ali zdaj to res v rokah SDH-ja, ki pač povsem strokovno, kolikor se le da, sprejme končno odločitev in torej proda. Ali se lahko ponovi zgodbo od lanskega leta, morda celo na eni stopni kasneje, torej po zaprtju buka? Vlada deluje tudi kot skupščina SDH-ja, ne samo kot organ oblasti. In kot skupščina SDH-ja je bila lani v lanskem postopku zaprošena za stališče v zvezi z cenovnim razponom, po katerem naj bi se banka prodajala.
Lani je odločitev o tem, da se za mnenje zaprosi vlado, sprejel SDH. Lahko ga tudi letos, lahko pa sprejme odločitev v svoji pristojnosti. Odločitev oziroma pristojnost za odločitev v zvezi s tem je v rokah SDH. Če ni več vprašanj, hvala lepa. Hvala ministrici, hvala vam. Hvala lepa, lep vikend. vprašanje, a ste si vdahnili? Ves čas v zvezi s tem nosim zelo veliko odgovornost. Zavedam se je. In ta odgovornost po današnjih odločitvah vlade ni nič manjša, kvečjemu večja. Ampak sem pripravljena skupaj z ekipo, ki 100% zaupam in je visoko strokovna, peljati stvari naprej v smeri ciljev, ki sem jih prej omenila.